your head up, play! Jojo, živo, lep pozdrav vsem, jaz sem Matej. V drugem, daljšem delu tokratnega podcasta sva z Markom imela eno zanimivo debato o kritikah, ki v zadnjih tednih letijo na Luko Dončića in zaradi katerih je lastnik Dallas Mavericksov enemu od, če ne celo najbolj renomiranemu NBA novinarju dejal tole. I'll tell you exactly what I think. Fuck you, Zach Lowe. Mark Cuban je zanimiva oseba in tudi o njem kakšno besedo več v tem podcastu z Markom Križmanom, seveda ne Cubanom, o katerem govorim sedaj. Sva v drugem delu več spregovorila tudi o Luki in sodnikih in imela eno daljšo debato o morebitnih trejdih, trenutni situaciji v klubu, razporedu, lažjem razporedu, ki jih sedaj čaka oziroma sredi katerega so trenutno. Ta lažji razpored morajo izkoristiti, do sedaj so ga dobro izkoristili in o tem bom jaz v tem uvodu spregovoril kakšno besedo. Preden pa začnem, bom pa samo na hitro, tako kot vedno, zatežil in vas zaprosil, če lahko tale posnetek všečkate, če vam je seveda všeč in se naročite na naš YouTube Sport Info kanal, če lahko enako storite na katerikoli platformi nas pač poslušate, SoundCloud, Spotify, iTunes, povsod so všečki, naročnine na iTunesu, tudi ocene in seveda komentarji tudi dobrodošli. V zadnjem času ste na vseh teh platformah pustili ogromno zanimivih, pronicljivih komentarjev, zanimivih razmišljanj in se veselimo nadaljnjih debat z vami. Tudi predlogov za teme, ki jih lahko obdelamo v naslednjih podcastih, smo veseli in ste jih nekaj že podali, tako da hvala. Zdaj pa, da ne bom zgubljal časa, gremo kar na zadnji dve tekmi Luke. Z Markom sva to debato iz drugega dela posnela na večer, ko je Luka odigral tekmo proti Traeju Youngu in Atlanta Hawksom. Potem je včeraj odigral še tekmo proti Zionu Williamsonu in New Orleans Pelicanom. Torej Luka proti dvema mladima rivaloma, mladima zvezdnikoma, ki bosta verjetno skupaj z Luko in še dvema, tremi, morda 4 mladimi igralci, če govorimo recimo o igralcih pod 25-24 let, v naslednjih 10, 15, morda pa celo 20 letih krojili dogajanje v ligi NBA in imeli zanimive dvoboje, ne samo v rednem delu sezone, ampak povsem verjetno seveda tudi v playoffih in morda kdaj tudi v kakšnem finalu. Trae in Zion sta pokazala celoten repertoar svojega talenta, vse tiste glavne prednosti, ki krasijo njuno igro. Zion je bil povsem nezaustavljiv iz neposredne bližine obroča, Trae je pa cepal trojke iz 10-11 metrov. Toda na obeh tekmah je bil Luka boljši, na obeh tekmah je Luka ne samo nadigral svoja rivala, ampak na koncu tudi skupaj z Mavericksi vpisal 2 pomembni zmagi. Proti Atlanti Luka 28 točk, 10 skokov, 10 podaj, nov trojni dvojček, že 7. trojni dvojček v tej sezoni. To sezono ima največ trojnih dvojčkov, na drugem mestu sta Russell Westbrook in letos izjemni Nikola Jokić, eden izmed 2-3 glavnih MVP kandidatov v tem trenutku. In s tem trojnim dvojčkom se je Luka pospel tudi na 13. mesto večne lestvice igralcev z največ trojnimi dvojčki v zgodovini lige NBA in na tem 13. mestu prehitel legendarnega Johna Havliceka, legendo Celticsov. To je bil že 32. trojni dvojček Luke v karieri. V zadnjih 2 tednih je prehitel tudi večnega, največjega Michaela Jordana na tej lestvici trojnih dvojčkov, da se razumemo, povsod drugje v vseh ostalih, ne samo statističnih kategorijah, ampak tudi v tisti najpomembnejši, ki kaže število zmag, ima Luka seveda še ogromno dela, da se bo lahko primerjal z največjim vseh časov, ampak
V trojnih dvojčkih ga je pa že prehitel. Luka je res eden od najbolj raznovrstnih igralcev v zgodovini lige. To pa lahko že pri 21 trdimo za Luko, ki je na to po tej tekmi proti Atlanti, proti Zionu in Pelikanom odigral še boljšo tekmo, 46 točk, 12 podaj, 8 skokov, zadev je 17 od 30 metov iz igre, torej skoraj 57% met, skoraj 63% za 3, 5 od 8 trojke zadev, 7-9 prosti meti, 1 ukradena, tudi 1 blokado je imel, 12 podaj sem omenil, samo 3 izgubljene žoge ob 12 podajah, je tudi zelo dobro razmerje med podajami in izgubljenimi žogami. Skratka, predstava za desetko, izjemna predstava. In 4. zaporedna zmaga Mavericksov, ki so na zadnjih 6 tekmah zmagali 5-krat. To je preprosto tisto, kar sedaj morajo narediti. Nocoj igra Luka proti Damianu Lillardu. S katerim se Luka bori tudi za mesto tistega drugega branilca v prvi peterki zahoda. Prednosti v glasovih nima velike, Steph Curry ima že zagotovljeno eno od 2 mest, ima toliko prednosti v glasovih pred Luko, da bo zagotovo eden od 2 branilcev, ki bosta izbrana v prvo peterko zahoda. Za mesto drugega branilca pa se Luka nekako z Damianom Lillardom bori, zato ne pozabite glasovati na Twitterju ali pa na spletni strani ali pa preko aplikacije NBA. Luka si namreč glede na igro to nedvomno zasluži. In tale dvoboj z Damianom Lillardom nocoj zna imeti nek vpliv na te All-Star glasove. Ne samo na to, Luka lahko postane tudi igralec tedna po teh izjemnih predstavah v zadnjem času in zmagah Dallas Mavericksov. Lahko že drugič letos zdaj osvoji nagrado za najboljšega igralca tedna, če seveda nadigra Damiana Lillarda in Dallas Mavericksi vpišejo novo zmago, in to bi lahko tudi na koncu prevagalo pri glasovih za prvo All-Star peterko zahoda. O tem dvoboju več v naslednjih podcastih, o lažjem razporedu Dallas Mavericksov trenutno več v debati z Markom v drugem delu. Predtem pa še kakšna beseda o MVP igri Luke Dončića, ne samo na zadnjih tekmah, ampak v zadnjih tednih, mesecu in pol pravzaprav. Luka v tem letu od 1. januarja naprej igra kot MVP. To lahko zdaj rečemo, kljub temu, da je v pogovoru s famoznim Stevenom A. Smithom je Luka med intervjujem povedal, da se ne smatra za MVP kandidata, seveda tudi dodal, da je razlog ta, da je ekipa preprosto prenizko. Pa da ne bom jaz povzemal, kaj je Luka povedal, si lahko to skupaj poslušamo. Honestly, I don't believe I should be in MVP conversation this year. Why not? I just want to get in the play because we're where we are 14, 13 seed. Yes. So that's why we just got to play the right way now, get in the playoffs, and that's our key this year, get in the playoffs and show what we can do in the postseason. To, kar je Luka povedal, je seveda res, ampak glede na njegove igre v zadnjem času in glede na to, da zdaj Dallas Mavericksi nizajo zmage, mislim, da Luko v tem MVP boju še ne gre povsem odpisati. Če odštejemo samo tiste prve 4 tekme sezone, nekaj časa je potreboval, da je pač ujel formo in prišel v kondicijo, in od takrat naprej igra kot 1, 2, največ 3 najboljši igralci lige. Statistično je, pa ni zdaj potrebno študirati vsako posamezno statistično kategorijo, če pogledamo recimo različne indekse, ki združujejo vse statistične kategorije, recimo kakšen player efficiency rating je Luka povsem blizu Embiidu, Jokiću, Janisu, LeBronu, Kawhiju. S temi igralci je tam in enako velja v vseh drugih naprednih statističnih kategorijah.
value over replacement player, box plus minus, real plus minus. Ne bom se zdaj spuščal v podrobnosti teh statističnih indeksov, ki pač poskušajo na podlagi vseh mogočih osnovnih in naprednih statistik, player tracking podatkov priti do številke indeksa, ki poskuša čim bolj natančno oceniti vpliv igralca, ampak v vseh teh naprednih statističnih kategorijah je Luka med 5 najboljšimi igralci lige to sezono. Če gledamo pa, sem že omenil, od 1. januarja naprej, damo stran tiste prve 4 slabše tekme sezone, je pa med 2, največ 3 najboljšimi igralci to sezono. Od 1. januarja naprej namreč dosega 29,4 točke na tekmo, skoraj 30 točk, torej zelo dober 47,1% met iz igre, spodoben, dober met za 3, 35,2% met za 3 na zadnjih 22 tekmah, torej 9,2 skoke, 10 podaj, 1,1 ukradena žoga, tudi razmerje med podajami in izgubljenimi žogami je solidno, 10 proti 4,5, torej boljše kot 1 proti 2 in to je tista meja sprejemljivosti, ampak pri igralcih, ki imajo toliko žogo, to, če gledamo seveda ostale primerljive igralce, ni slabo. Luka izboljšuje met za 3. Na zadnjih 10 tekmah je ta met še popravil. Recimo na zadnjih 10 tekmah meče 38,6% za 3, na zadnjih 5 je pa kar 44% za 3 točke, 3,6 od 8,2 trojk na tekmo zadane na zadnjih 5 tekmah, kjer ima povprečje skoraj 34 točk, 8 skokov, 9 podaj in 49% met, sem dejal 44 za 3. Skratka, Luka igra kot MVP. Med glavnimi MVP kandidati sta na večini MVP lestvic, pravzaprav ne na večini, ampak na vseh relevantnih, trenutno prvo trojico tvorijo Nikola Jokić, Joel Embiid in LeBron James. Zdaj, kdo je na prvem, drugem, tretjem mestu, to malce varira, ampak povsod so te 3 na prvih 3 mestih. Vendar Luka, ko primerjamo igro, ko primerjamo individualno statistiko, individualen učinek na ekipe, je povsem tam z Jokićem, Embiidom in tudi LeBronom. Vendar seveda njihovim ekipam kaže precej bolje. Toda v zadnjem času se tudi trend Mavericksov obrača navzgor. Če bodo še na naslednjih tekmah izkoristili ta lažji razpored, nanizali še nekaj zmag, mislim, da se bo zopet začelo govoriti o Luki kot o enem od teh glavnih MVP kandidatov. Mislim, da si to preprosto zasluži. Napredek, ki ga je on letos naredil, je morda ostal malce neopažen. Če gledamo seveda samo statističen napredek iz prve v drugo sezono, ko iz rookie sezone na drugo sezono statistiko v točkah popravil za 8, v skokih za 2, v podajah za 3, je bil statističen preskok, napredek res gromozanski. Ta seveda ni bil mogoč v takih številkah tudi letos, ker potem bi Lukova statistika spominjala že na znanstveno fantastiko, pa ni dvakrat za reči, da morda v prihodnosti nekoč tudi ne bo kakšne take znanstveno-fantastične številke dosegal na tekmo. O njegovi boljši obrambi smo že dosti govorili, tudi o boljšem metu iz pol razdalje smo že dosti govorili. Trenutno ima tudi boljši met za 3 po tistem katastrofalnem začetku. Na prvih 4 tekmah je zadel samo 2 od 21 trojk, torej bil pod 10%, 9% je bil pri metu za 3 točke po prvih 4 tekmah. Od takrat naprej sem pa dejal preko 35%, v zadnjih 5 tekmah še boljši, še dosti boljši. Trenutno za 3 meče 32,3% v tej sezoni, to gre seveda na račun tega katastrofalnega začetka, ampak ta odstotek je že za 0,5 višji kot njegov odstotek trojk za lansko sezono. In če se bo ta trend nadaljeval, bo na koncu sezone tudi njegov odstotek meta za 3, učinkovitost za 3 povsem spodobna. Mislim, da bodo Lukovi odstotki primerljivi z tistimi, ki mečejo te najtežje mete, minus vesoljec po imenu Steph Curry. Najboljši tricaš vseh časov.
Vendar tam, kjer bo Luka morda v svoji karieri lahko bolj učinkovit, ne samo po količini metov, ampak morda tudi po odstotku meta, je pa pol razdalja. Letos je Luka namreč eliten s pol razdalje, ko govorimo o odstotkih. Že po kakšnem tednu, 2, 3 smo govorili in pisali o njegovem metu s pol razdalje, kako to področje, ki ga lani skoraj da nič ni uporabljal, vse je zaključeval samo iz neposredne bližine obroča ali pa izza črte za 3 točke. Letos res velik del svojih metov in tudi zelo učinkovito meče s pol razdalje in te odstotki so primerljivi s kakšnim Kawhijem Leonardom, ki seveda živi na pol razdalje. On je eden izmed teh redkih igralcev, ki sedaj še mečejo s pol razdalje in so pri tem tudi izjemno učinkoviti. In mislim, da to ni samo neka načrtna odločitev Dončića že pred samo sezono, zdaj bom pa jaz metal več iz pol razdalje. Mislim, da bi lahko že lansko sezono več uporabljal ta prostor, ampak letos so se obrambe še bolj intenzivno prilagodile samo 2 stvarima. Ali podvajamo Dončića na zunanjih položajih, trepamo v pick and rollu, hedžamo pick and roll, vse mogoče oblike podvajanja, tudi blicajo z večjimi igralci ob izteku napadov na zunanjem položaju Dončića, če je to potrebno. Ali pa zgostimo obrambo pod obročem. Pripravili so se na tisti 2 področji, kjer je bil lani Dončić najbolj nevaren. Trojke in neposredna bližina obroča, kjer je bil, tem smo že lani dosti govorili, tako učinkovit kot Anthony Davis in Giannis Antetokounmpo. 2 igralca, ki sta dosegala največ točk izpod neposredne bližine obroča, sta bila le za 0,1 odstotek bolj učinkovita iz neposredne bližine kot Luka. In zaradi te zgoščene obrambe, ki so pripravljene na njegovo igro v pick and rollu, na njegove prodore, skoncentrirajo obrambo na zunanjih položajih in pod obročem. In kaj seveda pušča tukaj prosto, kje ima Luka potem več prostora? Na pol razdalji. Če je lani morda na tekmi z izjemo kakšnih floaterjev enkrat ali pa vsakih par tekem enkrat vrgel s pol razdalje, zdaj vsako tekmo meče dosti metov s pol razdalje. Tam ima največ prostora in to odlično izkorišča vrsto tehnik, vseh mogočih jumperjev, pull-upov, one-legged fadeawayov in na zadnji tekmi proti Zionovim New Orleans Pelicanom smo lahko videli tak čudovit, zelo simboličen trenutek, ko je Luka iz Dirkove silhuete na parketu, Dirkove silhuete, kako meče svoj znameniti one-legged fadeaway. Točno iz tiste silhuete je Luka zadev svoj one-legged fadeaway iz obrata, tako kot Dirk zna pivotirati z katerekoli noge in potem s fadeawayem vršt met. In točno iz tega loga je zadev na tak način, da je izgledala Dirkova silhueta kot senca Luke, ki meče ta met. In res tak simboličen moment, ki je za navijače Mavericksov predstavljal njihovo zgodovino in prihodnost v eni podobi. In morda zaradi tega, ker je ta moment postal tudi viralen, na vseh družbenih omrežjih ga je videlo ogromno ljudi, se sedaj tudi več pozornosti posveča temu Lukovemu metu iz pol razdalje. Lani je Luka recimo 7,2 odstotka vseh svojih metov s pol razdalje in zadev 39 odstotkov takih metov. Letos meče 23,1 odstotka svojih metov s pol razdalje, torej skoraj četrtino vseh njegovih metov pride s pol razdalje in jih zadeva z naravnost elitnimi 49 odstotki. Toliko kot Kawhi Leonard, ki velja, sem že dejal, za najboljšega igralca, najbolj učinkovitega igralca s pol razdalje sedaj. Če gledamo recimo prostor med 3 in 5 metri stran od koša, lani je v tem prostoru mete zadeval 37 odstotki, letos skoraj 50. In že spet to ni samo posledica recimo njegovega napredka, ampak tudi tega, da so obrambe tako skoncentrirane na njegovo trojko in na prostor pod obročem, da mu še vedno raje dajo malce več prostora pri metih s pol razdalje,
kot pa da mu pustijo, da se sprehodi pod obroč, kar zdaj na zadnjih tekmah tudi pogosto naredi z boljšim metom za 3 in boljšim metom z pol razdalje, pa zdaj tudi malce bolj pričakujejo kakšen met in to mu potem hitro malo več prostora odpre v prodorih. Res je, kot pravimo, 4-level scorer, 5-level scorer, v bistvu Luka kakršnokoli področje svoje igre lahko izboljša ali pa vidi priložnost za to, da bolje izkoristi določen met, določeno obliko napada, določene akcije. On to hitro detektira, res je. Njegov košarkarski IQ, ko rečemo genij, take besede seveda ne uporabljamo pogosto, ampak pri Dončiću lahko to trdimo z gotovostjo. Tako mislim, da sem bil v tem uvodu več kot dovolj dolg, zdaj pa še debata z Markom. Jo, Marko, živijo, lep pozdrav v Celje, kako si, kako gre? Ja, zdravo, v oranžno Celje. Oranžno? Ja, zdaj smo že v oranžni fazi, še malo pa lahko hodimo okoli. Pandemija pa to. A veš, da... Ne gre samo še to poglavili. Ja, sorry, veš, da jaz sem že pri najnih topikah za podcast in ponovadi, ko dajemo barve zraven, razmišljam o zelena Ljubljana, vijolični Maribor in sem pol pomislil oranžno Celje. Ja, veš, ti nimaš otrok, ne, s katerimi moraš biti doma, pa jih šunta, da se učijo vsakih 15 minut, ker odplavajo na YouTube, odplavajo, ne vem kam, razumem. Verjamem, morajo biti stalno, se sveda zlago, moraš biti v šoli praktično z njimi jih čuvati, ampak da ne bo izgubljala časa, ker danes so rekla, da bomo malo krajši podcast posnela, na hitro malce spregovorila o zadnjih dogodkih v Dallasu, morda podala kakšen trade predlog oziroma spregovorila o možnostih Dallasa, da izpelje kakšen trade še pred koncem sezone oziroma do konca trade deadline. Rekla so, da bo rekla kakšno tudi v tem strašno negativnem narativu, ki se zdaj ustvarja okoli Luke na drugi strani Atlantika, v mainstream medijih in tudi družbenih medijih na spletu. Res zadnjič sem rekel, da gliste prilezajo iz zemlje, ko dežuje in ker Mavericksom ne gre po pričakovanjih, so zdaj res iz zemlje prilezle vse tiste gliste, ki so Dončića na veliko kritizirale pred draftom, tudi v rookie sezoni še vse mogoče neumnosti pisale in govorile že spet v mainstream medijih in na družbenih medijih. Lani seveda niso mogli nič reči, absolutno nič, ker je Luka naredil tisti superstar jump, preskok med tistih 4, 5, 6 najboljših igralcev lige, bil tudi uvrščen v najboljšo peterko lige in s tem to uradno potrdil. Tako da lani so bili zelo tiho, zdaj ko je pa prišla ta serija slabših tekem, težave Mavericksov, težave, za katere v veliki meri ali pa sploh ni Luka kriv, so pa seveda na veliko udarili po Luki in res pljuvajo tako, da dežuje, ker je to seveda tisto, kar najbolje počnejo, ampak zdaj sem že začel z rentom, pa če se jaz zarentam, se veš, Marko, me moraš ustaviti, da ne bo predolga. Ja, te bom ustavil. Jaz bi iz tistega tvojega renta izpostavil predvsem ta pričakovanja. Tisti, ki že dlje časa spremljamo NBA, pa primerjamo pričakovanja, ki so jih imeli recimo novinarji, pa širša javnost, ki spremlja NBA, z na koncu dejanskim rezultatom ekipe, vidimo, koliko vplivajo visoke pričakovanja na kritiko pri ekipi, ki teh pričakovanj ne izpolne. Se spomniš recimo LeBrona, vemo, da je bil prvikrat v karieri malo več časa poškodovan, ampak to take kritike, ker ni prišel v play-offe z ekipo, ki realno rečeno mogoče niti ni bila za play-off brez njega. To so bile take kritike, pa ni šans, da postane GOAT, ne vem kaj, dobro, da zdaj ne bomo na dolgo. In pridalo se zdaj čisto enako. Lani so imeli manjše pričakovanja, torej in navijači, in novinari, in jih je Dallas prijetno presenetil, čeprav je končal na 7. mestu. Letos, če se bo zdaj skopal s luknjim in končal ravno tako na 7. mestu, bojo pa rekli, to je malce razočaranje. Ampak rezultat je na koncu isti. Mislim, iz tekme v tekmo se spreminjajo te kritike, ta mnenja.
Jaz sem se že navadil, da jih ne poslušam preveč, posebej zato, ker če greš na Twitter, se ti zdi, kot da po vsakem porazu sky is falling, kot rečejo v ZDA, po vsaki zmagi pa they are on the right track, so že nekje na tisti poti, ki jih vodi v play-offe. Jaz mislim, da resnica nekje vmes, vidimo, da se ta ekipa išče, da je imela na začetku težave in z Luko, ki ni bil v formi, in s Covidom, in s Porzinghisom, ki se vrača. Zdaj pa se počasi vse skupaj sestavlja in normalno, da prihajajo zmage. Ampak na koncu ekipa vendarle ne bo tako dobra, kot so mnogi pričakovali in seveda zaradi tega so zdaj vse te kritike, vse to pljuvanje tako intenzivno. Marko, tako intenzivno, da je v bistvu Cuban, a si slišal tisto izjavo Cubana na enem popularnem podcastu? Misliš, kdo je ni slišal? Vsi smo jo slišali. Sem videl tale posnetek na različnih omrežjih, Twitterju, Redditu, je dosegel skupaj kar nekaj milijonov ogledov je imel, pa mogoče si ga lahko sam še enkrat na hitro poslušava. I also saw something from Zach Lowe, who's another NBA writer and expert, and he said that he thought Luka was becoming one of the biggest whiners in the league. Tell me what you think about that specific criticism of your superstar. I'll tell you exactly what I think. Fuck you, Zach Lowe. You don't know shit, you know? It's just, I know Luka, right? And it's just, he's not a big whiner. He's passionate. You know, he cares. He wants to win. He's got some shit to him where, he's one of those European players where you'll see him doing like this all the time and talking in 1 of 5 different languages. But no, he's not a whiner. He's a baller. Ja. Ni zgubljal nobenih besed tukaj, mimo grede Zach Lowe, za tiste, ki ne spremljate NBA lige podrobneje, zagotovo. Mislim, da Marko najbolj renomiran novinar, ki spremlja NBA ligo, verjetno poleg kakšnega Vojnarovskega, zagotovo sta one dva tista, ki veljata za največji novinarski avtoriteti na področju NBA košarke. Ja, s tem, da Vojnarovski je bolj glavni pri novicah, Zach Lowe pa je bolj analitičen novinar in jaz mislim, da je on eden izmed najboljših analitičnih novinarjev. Ko kdo posluša njegov podcast in kako on razlaga, kako Luka razume igro, si misliš pa, kolikokrat je ta tip gledal tekmo. Jaz tega nisem videl in greš enkrat pogledati in dejansko to vidiš. In zaradi teh stvari, ker je, ko rekel, tudi zmeren v teh močnih mnenjih, se mi zdi res čudno, da je izjavil nekaj takšnega. Reakcija Cubana pa me ne preseneča. Zdaj omenjaš, da bodo poslušalci vedeli, o čem govoriš, tisto, kar so v tem posnetku vprašali Cubana, njegovo reakcijo na mnenje Zacka Lova, da je Luka postal eden od največjih whinerjev, jamravcev, če tako prevedemo, v ligi NBA, kar je zame malce sporno. Zdaj, a je Luka emocionalen igralec, ki ogromno gestikulira, kaže svoje nezadovoljstvo ali pa zadovoljstvo na parketu? Luka je zelo emocionalen igralec, konec koncev v zgodovini ne samo slovenske košarke, ampak jugoslovanske košarke, evropske košarke. Ko jaz pomislim na tiste največje, na tiste legende, so vsi po vrsti bili izjemno emocionalni in je ravno to pogosto tudi navijače pritegnilo na njihovo stran. So imeli toliko navijačev, ker so pač živeli in umirali z vsemi tekmami. In Luka na tekmah, na trenutke, ko ne gre dobro, umira, je vse narobe in seveda to tudi pokaže. In takrat, ko gre dobro, ko ekipa igra dobro, ne samo on, ampak ko vse skupaj klika na parketu, potem pa tudi to pokaže in se veseli kot majhen otrok, ali pa kot majhen otrok zna seveda biti žalosten, razočaran, ihtav včasih. Skratka, strasten. Jaz osebno moram reči, da v primerih, recimo, če to ne vpliva na igro, če recimo se ne krega s sodnikom, medtem ko igra teče naprej in ostali se vračajo v obrambo, on pa na drugi strani s sodnikom še vedno debatira, potem je to lahko problematično. Ampak vidim, da to zdaj po tistem malce bolj pripirljivem začetku bolje kontrolira. Ko govorimo o Lukovih interakcijah s sodniki, je treba omeniti tudi
to, da je igralec, ki prodira največ v ligi, vsaj do zadnje tekme je bil prvi, zdaj drugi, z 0,3 prodora, manj kot Šaj Žil Aleksander, tako da je še vedno povsem pri vrhu, prodira več kot lani, ima skoraj 4 prodore več na tekmo kot lani, igra več v raketi kot lani, več polstopov pod obročem, žog pod obročem recimo dobi za polstop igro v raketi, ampak dobi manj prostih metov, dobi skoraj 2 prosta meta manj kot lani, kljub temu, da igra bolj agresivno, igra bolj na kontakt in več kot očitno sodniki ogromno teh kontaktov ne dosodijo. Zato ga vsaj deloma razumem. Jaz nekako razumem tudi nekatere njegove kritike, tisti, ki so malo bolj racionalni, in sicer bo rekli, zakaj pa gre toliko več pod koš. Verjetno pričakuje več faulov, ne? Ampak to implicira, da on prodira zato, da dobi faule, zato, da nad njim delajo prekrške, kar se mi ne zdi čisto res. In kljub svoji višini in moči zna še vedno tako malo zaplesati v raketi, se izogibati kot kakšen Ginobili nasprotnikom in je normalno potem, da drugače kot z prekrškom se ga ne da ustaviti. Ja, igralec, ki toliko prodira, ki toliko igra na kontakt, toliko igra pod obročem in je obenem tudi tako tehnično podkovan, bi po mojem v taki ligi, kot je sedaj, kjer imajo napadalni igralci napram obrambnim res prednost, mogel dobiti več kot 8 prostih metov na tekmo, kot jih dobi sedaj. Če jih Trae Young dobi skoraj 11, 10,5 proste mete na tekmo, bi Luka moral imeti 12-13 prostih metov. Ja, ampak tukaj spet pridemo do tiste debate med visokimi, velikimi, močnimi igralci in med tistimi majhnimi. Če Trae Younga narahlo udariš po roki, bo sodnik prej piskal faul, kot če udariš Dončića po rami ali kjerkoli dosti bolj močno. Enostavno zato, ker če bi močnim igralcem piskali vsak faul, tako kot tudi manjšim, bi verjetno Luka in ostali malo višji igralci in tudi močni, od Lebrona do Jokića do Janisa, bili več kot 20krat na tekmo metali proste mete. Ja, jaz bi se strinjal s tabo, če ne bi imel Joel Embiid še več prostih metov na tekmo, 11,3 proste mete, Giannis Antetokounmpo tudi več, skoraj 10 prostih metov na tekmo, 9,7, in Luka je na nek način kombinacija, pa ne me zdaj to preveč dobesedno vzeti, ampak samo v tem aspektu izsiljevanja faulov, če temu tako rečemo, kombinacija Giannisa Antetokounmpa in Trae Younga. Luka je na eni strani močan igralec, izjemno fizičen igralec, ki dosti igra pod obročem, na drugi strani je pa tudi ball handler, ki dosti igra žogo na perimetru, vodi napad Dallasa in je seveda tehnično izjemno podkovan. Torej je v tem smislu igralec, ki bi moral imeti, po mojem mnenju, celo morda največ prostih metov na tekmo, glede na to, koliko ima žogo in koliko je napad Dallasa odvisen od njegove organizacije. On je praktično edini resni ball handler, nevaren igralec, dokler Dallas ne dobi kakšnega Bradleyja Billa, in kot tak bi mogel biti bolje zaščiten. Tudi Bradley Beal ima mimogrede več prostih metov na tekmo, pa ima zraven njega recimo Westbrook več žogo. Jaz mislim, da Luki ne sodijo dobro, ampak na nek način, da me ne boste narobe razumeli, bi se vendarle mogel na trenutke bolj kontrolirati emocije, ampak je pa treba reči, da to tudi pride z leti. Konec koncev je še vedno 21 star, zdaj mislim, da konec meseca ali kmalu bo 22. Točno na to, kar si rekel, sem se hotel navezati. Giannis in Embiid in tudi Bill so dosti več časa v NBA-ju in pri sodnikih nekaj pomeni tudi reputacija, ki je Luka očitno še nima. Dosti bolje so ga obravnavali recimo tudi sodniki v Evropi, kljub 18 in 19 letom, ki jih je šele imel pri igranju za Real. In tukaj si on to svojo reputacijo začel že malce kvariti z neprestanim proteževanjem. Jaz ga razumem, da bi to verjetno sodili v Evropi, ampak ali se prilagodiš, ali pa te ni. Žal v NBA je tako. In zanimivo bi bilo videti, če bi ta statistika seveda obstajala, potencialne faule. Podobno kot obstajajo potencialne podaje. Vem, da tega ne bomo nikoli dobili, ampak tle bi verjetno Luka bil spet v vrhu te lestvice.
Torej, da dejansko je bil faul, ampak ga sodnik ni opazil. To je recimo potencialni faul, ne? Ja, včasih recimo liga da tiste last 2 minute reporte ven, ampak to samo za zadnji 2 minuti, kjer pogledajo zadnji 2 minuti in to samo izenačenih tekem, kjer je v zadnjih 2 minutah razlika manjša kot 5 točk. In tam včasih vidimo, omenijo kakšno spregledano osebno napako na Dončiću, če bi pa čez celo tekmo gledali, bi bilo pa teh verjetno še precej več. Ampak ja, zdaj je Luka v situaciji, ko pač vsi dežurni kritiki izkoriščajo priložnost za to, da ga kritizirajo. In tisto, kar bo seveda spremenilo situacijo, so zmage. Dallas mora začeti zmagovati, Dallas mora začeti nizati zmage, drugače lahko Luka dvigne statistiko, precej dvigne statistiko, pa bodo še vedno ga kritizirali, kot recimo kakšen Perkins, ki zdaj po vsakem porazu Dallasa tweetne, da Dončić ni igralec, ki dela razliko in da on ni zmagovalni igralec, čeprav je lansko sezono zelo podobno ekipo, praktično isto ekipo popeljal v play-off, kljub temu, da pred sezono niso pričakovali, da bojo v play-off in bi morda prišli še kaj dlje, če se takrat Porzingis, ki je takrat res bil najboljši Porzingis, odkar je prišel v Dallas, igral v najboljši formi, ostal zdrav, se ne bi spet poškodoval, kar je pa tisti problem Porzingisa, seveda, ki se konstantno ponavlja in tudi zdaj kaže morda počasi zadnjih par tekem, da se dviguje, ampak ali je to dovolj? Mislim, da o tem smo že dovolj povedali, da Porzingis verjetno ni tista primerna druga opcija za ekipo, ki se bori za naslov. Tam pa rabiš All-NBA igralca za celo sezono, rabiš top 20 igralca in če gledaš recimo Marko tiste najboljše, najbolj resne ekipe v ligi, ki lahko resno računajo na naslov in pogledaš tistih najboljših 6, 7, 8 igralcev v ligi in kdo je njihov drugi zvezdnik, druga opcija v njihovih klubih, so vsi precej boljši kot Porzingis. To je debata o trejdih, ki jo bomo verjetno še imeli, o tem še dosti govorili. Čeprav Marko osnovni problem je seveda, za koga bi lahko zdajle med sezono sploh trejdali in koga bi lahko ponudili v tem trejdu. Če ekipi gre tako slabo kot Mavericksom na začetku sezone, kjer je Dončić edini igralec, ki v bistvu nekako vleče ekipo, jo drži še nad vodo, se seveda poraja vprašanje, koga bi lahko sploh trejdali in zakaj. Trade se zdi smiseln, če lahko z njim popraviš stanje v ekipi in v tem trenutku mislim, da samo en trade ne bi bil dovolj, razen če bi za Porzingisa dobil res 1-2 dobre igralca, kar pa v tem trenutku sploh ni realno. Kajti Porzingisu se zaradi slabih tekem oziroma slabih predstav znižala ta vrednost, menjalna vrednost oziroma trade value, kot rečejo v NBA-ju. In enako tudi drugim, Luka je seveda nedotakljiv, druge se da tradati, ampak čisto vsak igralec igra na malenko slabšem nivoju kot lansko sezono ali pa kot v prejšnjih klubih. In jaz mislim, da v tem trenutku tradi ne bodo nič rešili, mogoče kratkoročno par zmag, ampak kaj to pomeni za prihodnost? Dallas je naslednjih par let tako nastavil, da bo naslednje leto imel zelo veliko plačnega prostora, s katerim bo mogoče privabil kakšnega dobrega, prostega igralca, ampak na kaj več kot to ne moremo zaenkrat upati. Kot smo že govorili, so malce zavozili tisto leto, ko so podpisali Porzingisa in imeli prostora še za kakšnega igralca, pa tega niso izkoristili in zdaj se jim ta bumerang malce vrača. Ja, jaz samo upam, da bojo ujeli ta bumerang in ga lahko še enkrat vrgali, speljali še kakšen trade. Ta topika tradeov bo vedno bolj aktualna, še posebej, če ne bodo zdaj v naslednjih 6-7 tekmah, omenila sva že ta lažji razpored. Matej, ta lažji razpored, ki ga omenjaš, se začne že jutri. Velja omeniti, da razen ene tekme vse Dallas igra doma in to pred sicer malo številčno publiko. New Orleans, Portland, Detroit, Houston in Memphis. To so ekipe, proti katerim bi realno mogel kompletni Dallas, tako kot je zdaj, izgubiti eno, največ 2 tekmi. Ja, mislim, da 2 bi bile že preveč. Na teh 6 tekmah, če se želijo vrniti v borbo za playoff, 2 poraza, na teh 6 tekmah potem, to pa nisi povedal, sledi pa serija Celtics, Philadelphia 76ers in Brooklyn Nets.
3 tekme proti 3 izmed najbolj nevarnih ekip vzhoda. Tako da tam jim pa ne bo lahko in tam zagotovo ne bodo vpisali 3 zmage, vsaj predvidevam glede na njihovo igro v tej sezoni. Tako da, ja, mislim, da 5 zmag, en poraz največ, nanizati morajo nekaj zmag, zdajle ne smejo si privoščiti kakšnih nepotrebnih porazov in potem se lahko morda tudi izognejo kakšnemu tradu med sezono, ker tisto, kar je seveda ključno, ko govorimo o tradih, opcije res nino. Res, da pripeljajo kakšnega JJ Redika mogoče, ki je na voljo iz Pelikanov, ampak je z razlogom na voljo. Letos meče izjemno slabo za 3, zraven pa vemo, kakšen je v obrambi. In recimo, da se mu popravi met in bi se mu verjetno zraven Dončića, ki bi takemu ostrostrelcu dal tako odprte mete, ampak še vedno to ne reši vseh problemov oziroma problemov Dallasa. 36-37-letni Redik ne bo zdaj ekipe, ki ima toliko problemov v skoku, tudi v obrambi, tudi pri metu seveda, ampak ne bo vseh teh problemov rešil, bi morda kaj marginalno lahko popravil, ampak to velja za vse take možne trade, ki jih je zdaj možno izpeljati. S tem, da vprašanje seveda, kaj bi želeli tudi Pelikani za Redika in tukaj nima Dallas nič, nima pikov, nima pa tudi igralcev, razen seveda, če ne dajo Jalena Brunsona, ki je pa poleg Dončića edini mlad, recimo prospekt, talent, ki bi lahko imel vrednost v kakšnem tradu, dovolj mlad je še dovolj dober to sezono, tam 3., 4. najboljši igralec Dallasa bi lahko rekel. In ima določeno vrednost, ampak ne boš zdaj Brunsona, ki ga boš imel pod dobro pogodbo še zelo dolgo časa, dal za Redika na iztekajoči pogodbi, ki lahko odide potem poleti in nimaš ne Brunsona, ne Redika in to ti ne garantira play-offa. Tako da tukaj res ni kakšnih resnih možnosti, kakšnih resnih opcij, razen to, da se ekipa sestavi, postavi, vsi pridejo nazaj v kondicijo in začnejo zmagovati. Matej, se strinjam, mislim, da zdaj res ne bi bilo primerno za ekipo, da trada v bistvu tisti igralci, ki imajo v tem trenutku največjo vrednost. Ta sezona mislim, da je bolj kot ne izgubljena, tudi če pridejo recimo na 8., 7. mesto, jih v prvi rundi play-offa čakajo ali Clippersi ali Lakersi. S tako igro realno napredovanje z prve runde ne moremo pričakovati. S tako postavo tudi. In ne preostanim drugega, kot da se skozi sezono čim bolj izboljšajo, najdejo neko svojo identiteto, ali so napadalna ekipa, ali so obrambna ekipa in potem štartajo na naslednjo sezono dejansko na tiste cilje, ki so jih imeli letos. Se pravi, na prostem trgu najdejo tiste najboljše igralce oziroma jim uspe pripeljati tiste najboljše igralce, ki bodo na voljo. O tem, koliko so uspešni oni bili med temi prestopnimi roki, smo že govorili. Tudi o tem, da je verjetno tisto najboljše upanje za Mavericks, da Porzingis preostanek sezone odigra na izjemno visokem nivoju in ga potem za enega bolj zanesljivega igralca tradajo, da bi recimo potem uspela ta sanjska menjava Porzingis za Bradleyja Beala, o kateri sanjajo navijači Dallasa, ampak je zdaj seveda v tej situaciji, ko je Bradley Beal top 3 igralec, Porzingis pa zadnjič sem rekel ni top 80, mislim, da je zdaj se že prebil nekje do top 50, ampak more biti vsaj top 20-25 igralec, da lahko izpelješ menjavo za enega top 10, top 15, top 20 igralca, enega primerljivega igralca, seveda, ki je bolj zanesljiv. To je tisto ključno, ki ima več sreče z zdravjem, ki Porzingisu res ni prizaneslo in je seveda res, da to tudi del razlogov, zakaj se da cikel pri njemu konstantno ponavlja in se nanj verjetno dolgoročno ne da računati. Tako da o konkretnih tradih pa ne bova dala recimo kakšno dodatno težo tistemu tradu, ki ga je predlagal Shaq je rekel, da bi Porzingisa morali tradati za Westbrooka. Mislim, da težko predlagaš slabši trade, kot je to in bi to še precej poslabšalo Maverickse, če bi Porzingisa tradali za Westbrooka, ki je pa v zadnjih mesecih, morda letu tistega svojega, pa ne bom rekel fizičnega prima, ker je že ven iz tega fizičnega prima, ampak
Westbrook ni več isti igralec, kot je bil. Medtem ko Porzingis pri 25, 26 pa še lahko upamo, ampak tukaj je počena guma za počeno gumo, ki še slabše paše v ekipo, tako da o takih Šekovih predlogih ne bomo debatirali, bomo pa kakšne morda bolj realne predloge podali, kot je ta za JJ Redika, kakšnega PJ Tuckerja. Matej, jaz pa mislim, da zna biti kar realna ta zadeva, ko je Šak ne povedal. In ti bom tudi povedal, zakaj. Če bojo Wizardi tradali Billa, to pomeni, da želijo iti v rebuild in se bojo hoteli znebiti tudi Westbrooka. In mislim, da bo Westbrook cena za Billa. In glede na to, da ima Dallas precej plačnega prostora, zna absorbirati to njegovo pogodbo in si reči, bomo počakali še to sezono 2, dokler Westbrooku ne odide pogodba, pol pa gremo naprej. Westbrook, Bill in Dončić v tradu, kjer bi Porzingis in tudi drugi igralci in verjetno Piki, če bi jim uspeli dobiti, ker nimajo namreč nobenih svojih, potovali v Washington. In potem, se samo ena žoga, Marko, zato ne bi bilo dovolj 5 žog. To so rekli tudi za Brooklyn Nets, pa vidiš, da zaenkrat jim uspeva. Ampak tukaj govorimo o Westbrooku, ki letos meče 25-26% za 3, ne bom niti gledal, ampak dosti boljši ni. In drugače kot to, da ima žogo ves čas, ne more biti uspešen. Sej, Matej, roko na srce, verjetno bi tle mogli priti vsaj še ena ekipa v trade in bi verjetno Dallas Westbrooka podaljšal do neke tretje ekipe. Ampak hočem samo reči, da kljub temu, da se je Šek verjetno šalil ali pa mogoče trolal, ne? Hejt je Dončića. To mislim, da je bil samo še dodaten hejt na Dončića, ki ga v zadnjem času zlivajo podobni, kot je Šek, in o teh sem že govoril. Kakorkoli že mi reči, da zna biti nekaj malega resnice v temu, čeprav Šek verjetno ni gledal na to svojo šalo, tako kot sem jaz zdaj predstavil, ne? Ja, ne vem, kaj takega ni nemogoče in bomo to še dodatno secerali in tudi, kot sem rekel, kakšne realne trade. Za danes se ti pa zdaj zahvaljujem. Hvala še enkrat poslušalcem, da ste si vzeli čas in nas poslušali in se slišimo na naslednjem podcastu. Adijo. Čau.